Pozdravljeni. V zadnjem času ob Primožu Rogliču ponovno opažam nekaj, kar se pri nas ponavlja že zelo dolgo. Ko športnik zmaguje, ga hitro dvignemo zelo visoko. Njegov uspeh postane naš uspeh, njegov rezultat postane dokaz, da smo Slovenci nekaj posebnega. Njegovo ime pa uporabljamo kot simbol sposobnosti, trme, vztrajnosti, nacionalnega ponosa. Ko pridejo pa neizogibne poškodbe, slabši rezultati, težje obdobje, staranje, se pri delu ljudi odnos zelo hitro in zelo korenito spremeni. Takrat se začne vedno pogosteje govoriti in pisati, da je pač svoje že naredil, da imamo za itak drugega, da je že čas za konec njegove kariere in da nima več smisla vztrajati. In ta sprememba v odnosu je zame zanimiva predvsem zato, ker toliko veliko pove o nas samih. Seveda je precej tistih, ki športniku ostanejo naklonjeni tudi, ko mu gre slabše. Tako da tukaj govorim pa o vzorcu, ki ga lahko dovolj pogosto opazim, da se ga splača bolj globje pogledati, ker je zelo pomemben za razumevanje odnosa do sebe, do partnerja, do otrok, do drugih ljudi. Če bi šlo samo za šport, bi mi bila ta tema precej manj pomembna. Je pa res, da šport jasno pokaže nekaj, kar v vsakdanjih odnosih dosti težje opazimo, ker je v vsakdanjih odnosih rezultat manj očiten in manj opazen. Pri športu je pa običajno, praviloma, rezultat jasno viden in tudi primerljiv z drugimi. Nekdo zmaga, drugi je drugi, nekdo je 10., nekdo odstopi, pade ali pa zaradi poškodbe ne more nadaljevati in takrat se jasno in hitro pokaže, kako močno svojo naklonjenost človeku povezujemo z njegovo trenutno sposobnostjo, da nam daje rezultat, ki ga mi želimo ali potrebujemo. Ko Roglič zmaguje ali pa je zmagoval, se velik del ljudi z njim tudi jasno, močno čustveno poveže. In takrat pogosto odgovorimo tako, kot da smo zmagali mi, da smo Slovenci najboljši in da majhen narod spet premaguje velike narode in kako smo dobri zaradi tega. Potem je tudi seveda jasno veliko zdravega veselja, povezanosti, občudovanja nekega dejansko izjemnega dosežka. Seveda ob tem se pa hitro zgodi, da športnik začne nehote, nevede prevzemati še drugo nalogo. Začne nam pomagati pri uravnavanju občutka lastne vrednosti ali pa nevrednosti. Njegova zmaga nas dvigne, ker se skozi njega počutimo močnejše, uspešnejše in bolj pomembno. In bolj, ko se z njim istovetimo, bolj postane njegov rezultat povezan z našim notranjim stanjem. In seveda takrat se lahko in običajno tudi se razvije dosti nestabilen odnos. Športnik mora zato, da ohranjamo to občudovanje ali pa da ohrani naše občudovanje, še naprej zmagovati. In če mu to uspe, da ni samo neka muha ali pa zvezda, repatica, seveda postane še bolj takšen, da ga začnemo še bolj občudovati. In dosežek je bil nekaj let nazaj neverjeten, začne postajati počasi normalen. In če potem nekdo, ki smo se ga navadili gledati, da je na vrhu, pride recimo 4. ali pa 5., to že na nek način doživimo kot neuspeh, sploh če se večkrat ponovi. Seveda, realno, če gledamo rezultatsko, primerljivo je pa tak rezultat še vedno izjemen, ampak ga naš živčen sistem primerja z prejšnjim vrhom in logično zazna padec in če je padel on, pademo tudi mi. In tukaj se ravno pokaže, kako je težko vrednotiti rezultat glede na trenutno stanje, sprav na kontekst, kakšen je, zmožnost, starost, poškodbe, količino sposobnosti, da se nekdo regenerira in kakšne so realne okoliščine, v katerih ta oseba živi, dela, tekmuje in zmaguje ali pa ne zmaguje. Jasno pa je seveda že po tem povedanem, da ga je dosti lažje primerjati svojo predstavo o tem, kakšen bi športnik še vedno moral biti, da bi bili mi dobro. V AEQ-ju
pogosto in tudi veliko, včasih mogoče tudi preveč, govorimo o razmerju med obremenitvijo, zmožnostjo in znanjem. In isto obremenitev lahko oseba pri različnih obdobjih svojega življenja prenaša jasno zelo različno, razen če bi bili stroj. Pa tudi pri strojih lahko vidimo, da izgubljajo sposobnost in da zmanjšujejo moč ali pa vzdržljivost z leti. Telo se pa seveda še bolj kot stroj spreminja, regeneracija se spreminja, vpliv poškodb se skozi leta sešteva, spremeni se motivacija, prioritete, sposobnost prenašanja določene količine napora in zakaj bi to sploh počel. In če gledalec ali oboževalec, navijač tega procesa pri sebi ne razume ali pa ne čuti dovolj dobro, ker ima določeno raven SMA ali pa SMZ, senzorno-motorne amnezije in senzorno-motorne zastrtosti, bo logično tudi težko razumel in sprejemal to spremembo pri športniku. Po drugi strani pa tudi, če živimo ali delamo v okoljih, ki nam ne dopuščajo ali pa se upirajo temu, da bi se mi spremenili, da bi mi začutili breme časa in starosti ali pa da bi se vedeli kot živo bitje, ki niha, ki se spreminja, in nam to ni dovoljeno ali pa ni omogočeno ali pa je celo prepovedano, potem je logično, da tudi pri športniku ne moremo razumeti, mogoče na zavestni ravni še, na telesno podzavestni pa ne, da zakaj lahko on nekaj pokaže, kar mi ne smemo. In takrat bi seveda radi, da on ostane tak, kot je bil nekoč, če pa tega več ne zmore, smo pa razočarani, tako kot smo razočarani nad sabo, ker nečesa več ne zmoremo, ali pa še bolj so drugi razočarani nad nami, ko nekaj več ne zmoremo. In potem jasno to energijo, ki je lahko zelo močna, uporabimo za to, da ga prestavimo nekam drugam, običajno v kontrast iz nekoga, ki smo ga oboževali, v nekoga, ki ga sovražimo, lahko tudi preziramo. Tukaj lahko recimo se samo po sebi ponuja primerjava med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Slovenija ima 2 kolesarja, ki sta v relativno kratkem časovnem obdobju dosegla tisto, kar smo prej v kolesarstvu lahko samo si predstavljali, mogoče sanjali, verjetno tudi to ne. Roglič sam je dolg predstavljal vrh, potem je pa Pogačar ta vrh samo še premaknil višje in potem se še logično prej pojavi misel, saj imamo zdaj Tadeja, Rogliča ne rabimo več tako kot prej. Hkrati se pa ljudje razdelijo na 2 pola, tisti, ki so za enega, pa so proti drugem, in malo je pa takih ali pa manj je takih, ki pa lahko navijajo za oba, brez da bi pri tem navijali bolj za sebe kot za njiju. Ampak to seveda po eni strani je normalno, hkrati pa precej dobro in včasih tudi boleče pokaže, kako hitro vrednost človeka povežemo z njegovo funkcijo, kar je pa spet posledica vsakodnevnega funkcioniranja oziroma načina življenja. In dokler nam nekdo daje nekaj posebnega, nam je logično zelo pomemben, sploh če sami sebi nismo sposobni, ne znamo, ne smemo ali ne moremo ustvariti tisto posebno, smo še toliko bolj odvisni od nekoga drugega, nam da to da. In če nekdo je v tem, da nam da nekaj posebnega, še boljši, seveda lahko tistega prvega začnemo doživljati hitro kot bistveno manj pomembnega. To je pa seveda bistveno širši pojav kot sam šport, ker se to vse dogaja tudi v družini, partnerstvu, podjetju, v odnosu do lastnega telesa. Recimo otrok je lahko zelo cenjen ali pa pomemben, dokler dobro dela v šoli, dobiva priznanje, je priden, staršem daje občutek, da so dobro opravili svojo vlogo. Ko pa pride težje obdobje, slabše ocene, vedenjske težave, se ta odnos hitro spremeni, oziroma prehiter. In starš logično začne povečevati pritisk, primerjati otroka z drugimi in potem skozi pritisk na njega in posledično
izboljšanje njegovih rezultatov ali pa nezmožnost izboljšanja rezultatov si predstavljati ali pa popravljati ali pa večati svoj občutek uspeha ali pa neuspeha. In otrok takrat začuti, da ima največjo vrednost samo ali pa predvsem takrat, ko daje željen ali pa okolju potreben rezultat. Enako je tudi v partnerstvu. Partnerja lahko zelo cenimo, dokler je močan, uspešen, zanimiv, spolno privlačen, sposoben veliko narediti, držati velik del odgovornosti, ko pa, kar se seveda tudi glih zaradi tega, ker je preveč zgodi, zboli, zgori, izgubi službo, recimo postane utrujen ali pa se z leti že zaradi samega časa spremeni, ker se tudi mora, se pokaže dejanska kakovost odnosa oziroma mogoče ne toliko kakovost kot njegova globina in njegova stabilnost. Takrat se vedno lepše vidi, koliko smo bili dejansko povezani z določeno osebo in koliko z njegovo ali njeno uporabnostjo za naše življenje. Vidimo, ali smo ga ljubili ali smo ga rabili, oziroma ker smo ga rabili, smo ga ljubili, in ko ga ne rabimo več ali pa ga ne moremo več uporabiti, ga pa tudi nehamo ljubiti. Predvsem zato, ker možganska polovica v glavnem se osredotoča na uporabnost, desna na ostale stvari. In bolj kot delujemo digitalno, bolj kot delujemo po levi strani ali pa recimo tem na lev način, bolj seveda nam je nekaj privlačno, če je uporabno, bolj ko je uporabno, bolj je privlačno, manj ko je uporabno, manj je privlačno. Enako seveda pol imate tudi v podjetju, ker je lahko zaposlen cenjen, dokler daje nadpovprečne rezultate, ko ga pa telo ali kdo drug ustavi, se zmanjša njegova učinkovitost ali pa rabi več časa, da pride k sebi, se tudi vnos okolja do njega zelo hitro ohladi. Enako ravnamo tudi sami s sabo. Dokler telo zmore, ga uporabimo, dokler lahko delamo, treniramo, skrbimo za druge, dosegamo različne cilje, smo z njim zadovoljni, smo na njega ponosni. Ko začne pa boleti, pa da enostavno ne moremo več izvajati tega, da noče ali pa ne more več izvajati tistega, ko se pojavijo omejitve ali pa ko je treba zmanjšati tempo, se začne pa jeza na telo. Včeraj sem delal z enim športnikom, ki je popolnoma celostno in direktno svoje telo obtožil, da ga sabotira. Kar seveda je iz vidika njegove zavesti logično, ker če bi njegovo telo delovalo drugače, potem bi seveda bi se drugače počutil in bi se drugače vedel in za njega, za njegovo zavest je njegovo telo saboter. In takrat seveda začneš razmišljati, zakaj me telo izdaja, zakaj več ne morem tako kot prej, zakaj in kako bi se čim prej vrnil nazaj na prejšnjo raven in tako seveda do sebe razvijem skoraj enak odnos, ko ga vidimo pri športnem navijaču, ki športnika ali pri tistem športnem navijaču, ki športnika ceni predvsem takrat, ko zmaguje. Potem se pa pogosto krat spomnim tudi na Primoža Peterko. Bil je zelo mlad, postal eden največjih slovenskih športnih junakov in ko je zmagoval, je bil povsod. Samo še iz paštete ni ven skočil. Ljudje so ga občudovali, z njim so doživljali ogromno stvari in doživljali so tisto, česar slovenski smučarski skoki predtem dolg oziroma verjetno nikoli niso imeli. Kasneje, ko pa so prišla logično in neizogibno tudi težja obdobja, je zanimanje javnosti za njegovo življenje dobilo čisto eno drugo obliko. Veliko manj se govorilo o tem, kaj je vse dosegel, kako pot je prehodil, veliko več po njegovih težavah, padcih in vedno bolj o njegovem zasebnem življenju. In potem njegove zasebne težave dobijo svojo zgodbo in seveda jih potem lažje razumemo, da vidimo, da tudi nekdo, ki je tako dober, da lahko je tako pogumen, pa da je tako sposoben, da lahko tako dobro skače, da je v zasebnem življenju tak kot mi in nam je v bistvu po eni strani lažje, po drugi strani pa tisto energijo, pa nemoč, ki jo čutimo v lastnem zasebnem življenju,
stresemo potem na nekoga, ker je pač, oziroma ga lahko spremenimo v neke vrste grešnega kozla, na katerega so včasih nalepili svoje grehe in so ga pognali v puščavo, da je tam umrl in s tem so se grehov rešili. In podobno, dostikrat imam občutek, da ljudje tudi vse te svoje lastne težave in nezmožnosti reševati svoje lastno zasebno življenje prilepijo na druge ljudi, še posebej na javne, ker so pač tudi izpostavljeni. Po eni strani bi lahko rekli, da je to tudi nek tak dogovor, da ima vsak od tega nekaj. In sprememba odnosa okolja do njega je pa seveda ravno zaradi tega tako uporabna tudi zato, kar pač tukaj razlagam. In vse to lahko vidimo tudi, če gremo še malo bolj nazaj od Peterke, pri Martinu Krpanu. Ker Krpan postane zelo pomemben takrat, ko je potreben na Dunaju. Sistem takrat skupaj z ministrom Gregorjem problema ne more rešiti, zato potrebuje človeka, ki ima več sposobnosti, poguma in moči, kot ga je na voljo drugje, ki je pa naloga upravljena in se začne urejati vprašanje njegovega mesta, priznanja, odnosa do oblasti, se pa stvari zakomplicirajo. In te zgodbe ne uporabljam kot nek zgodovinski dokaz, kakšen je slovenski značaj, ampak uporabljam ga zato, ker nam je vsem ta zgodba dobro poznana in si lahko predstavljamo, kakšna je podoba odnosa do močnega posameznika, ki v nekem trenutku postane izjemno pomemben, ker ga potrebujemo, tako kot športnika in njegove uspehe, potem ga pa seveda težje znamo umestiti, ko njegova posebna funkcija ni več tako nujna ali pa je ne more več upravljati. Z IQ-ja vidika lahko to seveda tudi povežemo z drugim načinom, se pravi, kako zaznavamo resničnost. Ker ko je v telesu veliko kronične napetosti, kar je danes v bistvu pravilo in ne izjema, in je senzorno-motorna amnezija ali pa zastrtost visoka, ker je spet pravilo, ne pa izjema, seveda dobimo manj natančno zaznavanje. In sodoben človek pa zaradi obremenjenosti, zaradi tega po eni strani manj natančno zaznava in izgublja širino zaznavanja in s tem tudi širino razumevanja sebe in skozi bolj ozko razumevanje sebe vedno bolj ozko razume tudi vse ostalo. Hkrati pa zaradi te preobremenjenosti, previsoke hitrosti in pomanjkanja občutka ter preveliko količino sile potrebuje vedno bolj jasne kategorije. In tako izginjajo nianse in dobimo samo še kontraste. Lahko rečemo digitalno 0 ali 1, dobimo dobro ali slabo, dobimo zmago ali poraz. In vse, kar ni zmaga, je poraz, vse, kar ni dobro, je slabo, vse, kar je slabo, ni dobro, nikjer ni nič vmes. Ali si prvi, ali si odpisan, ali si junak, ali si nekdo, ki je bivši junak, ali ki ni več mogel biti junak, torej nikoli niti nisi bil junak. Ali si, oziroma teh vmesnih tonov je manj in zaradi tega svet gledamo vedno bolj črno-belo in smo potem pretirano navdušeni, ko gre nekaj tako, kot nam ustreza, in pretirano razočarani, ko nekaj ne gre več tako, kot nam ustreza, tako pri nas, kot v družini, kot v službi, kot pri športu. In ko z IQ-jem postopoma večamo sposobnost čutenja, dvigujemo čustveno zrelost in s tem povečujemo sposobnost, da prenašamo neprijetne občutke ter se ob njih ne odzovemo digitalno, ampak analogno, se pravi z niansami, z gradacijami, z primerno dozo, tempom in timingom, imamo seveda tudi postopoma sposobnost, da vidimo več resnic hkrati. In takrat Roglič postane danes manj uspešen kot pred nekaj leti, hkrati ga pa še vedno vidimo in dojemamo kot izjemnega športnika. Lahko ima slabšo sezono in hkrati veliko znanja. Lahko sprejmemo, da se stara, ampak da ima še vedno željo po tekmovanju. Lahko sprejmemo in vemo, da se bo nekega dne odločil končati, hkrati pa to ne zmanjša in na noben način ne razvrednoti njegovih preteklih dosežkov, ki s tem ne veljajo nič manj. In tukaj se ta
pokaže po moje ta zelo pomembna razlika med digitalnim in analognim odnosom do življenja. Digitalni odnos, 1 ali 0. Analogno dopušča stopnje, prehode, spremembe skozi čas, digitalen hoče preskoke ali prekinitve. Življenje je pa analogno in telo se ne more spremeniti čez noč na bolje. Čez noč se lahko spremeni samo in edino na slabše. In ta zmožnost, ko se bolj čutimo in bolj razumemo, lahko seveda tudi potem postopoma raste in postopoma pada, ker človek ni stroj, ki bi ga lahko nekdo sestavil skupaj ali pa ga popravil, poservisiral. Ampak človek je bitje, ki raste in rast zahteva svoj proces in zahteva svoj čas, ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne. In tudi seveda je zaradi tega, da športnik, ki je na vrhu, sploh če je nekaj časa na vrhu, ne postane kar v trenutku nesposoben. Se pa nam lahko tako zdi, če smo ga prej postavili previsoko in smo na njegov uspeh vezali lasten uspeh, ali pa ne, in seveda potem njegov spust ali prehod v slabše ali manjše doživimo kot precej večjega, kot pa dejansko ali pa v resnici je. In pri tem seveda lahko, in mogoče je to dobro, da uporabite IQ razumevanje membrane. Ker zrela membrana je tisto, kar nam omogoča dovolj odprt stik z okoljem, hkrati nam pa ohranja razliko med tem, kaj je moje, in tem, kar pripada nekomu drugemu. Se pravi, postavlja mejo, kjer tako jaz vem, kje je moja meja do okolja, kot okolju postavim mejo do mene. In na tak način je verjetnost, da bo okolje spravljalo mene v nemoč ali pa da bom jaz spravljal okolje v nemoč, tem primerno manjša. In takrat lažje opazim, da se določenem ali pa ob določenem športnem uspehu preveč odprem in da dosežen rezultat preveč povežem s svojo lastno vrednostjo. In ko to opazim ali pa če to ne opazim, bo ta poraz ali pa naraven padec ali pa spust, ki je lahko začasen ali pa trajen, prišel veliko bolj globok vame, kot je bilo to potrebno, in bolj ko pride globoko vame, bolj bom na ta občutek poraza obesil še svoje poraze, ki sem jih v svoji globini spravil za enkrat drugič, ker so bili preveč boleči, in potem vso to bolečino in nelagodje, nezadovoljstvo prilepim na njegovo slabšo formo, namesto da bi se soočil s svojo slabšo formo. In takrat seveda hitro lahko osebo razvrednotim ali pa moram poiskati nekega novega junaka ali pa poskušam razložiti vsem, zakaj je bil v resnici ves čas tak precenjen. In na tak način telo in zavest zmanjšati razliko med prejšnjim pretiranim občudovanjem in sedanjim pretiranim razočaranjem. Bolj zrela membrana pa omogoči drugačen odnos. Rogličeve zmage me lahko veselijo, sam pa ob tem nisem nič več vreden kot prej. Njegov slabši rezultat me lahko razočara, ampak zaradi tega moja vrednost ne pade. In na tak način lahko športnika veliko lažje vidim takšnega, kot trenutno je bil ali bo. In tudi njegova starost, poškodbe, sprememba zmogljivosti se spremenijo v določene informacije, določene podatke, iz katerih pa seveda lažje realno ocenim njegovo stanje in vpliv njegovega stanja name, namesto da se ukvarjam s tem, kako ga bi povzdignil ali pa razvrednotil. In ta sposobnost, ki lahko mogoče testiramo pri odnosu do športnika in njegovih dosežkov, postane še toliko bolj pomembna v odnosih, kjer imamo pa mi neposreden vpliv na druge, podobno kot ima recimo športnik z svojim dosežkom neposreden vpliv na svoje oboževalce ali pa navijače. Ker če znam svojega otroka ceniti samo takrat ali pa predvsem takrat, ko je uspešen, ga bom zelo hitro učil, da je njegova vrednost odvisna od rezultata. Če partnerja cenim predvsem takrat, ko zadovoljuje moje potrebe, bo
bo ta odnos v prvi daljši negativni spremembi postal nestabilen. Če zaposlenega vidim predvsem skozi njegovo produktivnost ali samo skozi produktivnost, bom jasno imel težave razumeti njegovo bolezen ali pa izgorelost in se bo odnos med nama spremenil. Če sam sebe cenim predvsem takrat, ko sem močan pa učinkovit, bom vsako zmanjšanje svojih zmožnosti in sposobnosti doživel kot oseben poraz. Zato je tudi odnos do Rogliča zame predvsem kot, ali pa si ga predstavljam kot vrh ledene gore. Ker šport nam omogoči, da zelo jasno vidimo določen vzorec, ki ga pa potem lahko poiščemo v svojem življenju, v svojih odnosih, v svojem dnevu. In potem lažje opazujemo, kako se odzovemo, ko nekdo, od katerega veliko pričakujemo, tega pričakovanja ne izpolni in kaj se takrat zgodi v mojem telesu. Ali se mi stisne jezik, ali mi utrdi trebuh, ali napnem meča, ali se mi spremeni dihanje, ali se mi poveča potreba, da bi nekoga kritiziral ali pa iskal krivca ali pa vzrok, pa naj si bojo to sodniki, nasprotniki, organizacija, dirke, oprema, navijači, drugi, pač karkoli že je. In ali tega človeka takoj primerjam z nekom drugim. Ker in v tem času, lahko je to samo nekaj sekund, dobim lahko dovolj dober vpogled v to, koliko znam prenesti razočaranje brez potrebe, da s tem zmanjšam vrednost drugega ali sebe. In to pa postane z leti vedno bolj pomembno tudi zaradi odnosa do lastnega staranja. Ker ko gledamo vrhunskega športnika, ki je bil včasih nepremagljiv, danes pa mu pač stvari ne grejo več tako dobro, pred sabo gledamo zelo jasen, čist prikaz zakonitosti, ki velja na žalost ali pa na srečo za vse nas, ker se tudi naše zmožnosti s časom spreminjajo in tudi nekaj, kar danes delamo brez težav, bomo nekoč pač naredili zadnjič in nekdo manjši bo nekoč hitrejši od nas, močnejši, bolj učinkovit in če to pri sebi težko sprejemamo, kar pa lahko danes, če pogledamo ljudi, kako živijo, kako se vedejo, kako se oblačijo, kakšen je kult mladosti in kako imamo odpor in možnost, da staranje ustavimo ali pa ga celo zaustavimo ali pa se pomlajšamo, vidimo, da ta proces ni tako nedolžen in če ga pri sebi težko sprejemamo, nas to še toliko bolj močno zmoti, ko se zgodi nekom drugem. Pri športniku se pa seveda to zgodi samo še bolj jasno, ker tam se ne da z botoksom dvigniti rezultat, zato da bi lahko bil še naprej prvi, tako lahko recimo ustvariš iluzijo, da si mlajši, ker pač nimaš več začasno gub. In tukaj potem starejši športnik hitro postane, oziroma bi moral postati ogledalo lastne minljivosti, izgube nadzora nad sabo in nad tem, kako čas na nas vpliva. In če to ni prav narejeno ali pa če imamo do tega napačen odnos v sebi, je potem lažje ali pa logično, da zahtevamo njegov umik, kot pa opazovati, kako in kaj v nas njegova sprememba odpre. Ker zato je tudi pomembno razmišljati o tem, kakšen je celosten razvoj in ali gre celosten razvoj v smer večje sposobnosti razlikovanja med rezultatom in vrednostjo. Ker rezultat je pomemben, ker da povratno informacijo. Športnik pa seveda more realno, kolikor je mogoče vedeti, koliko še zmore, kakšna je cena njegovega cilja in koliko energije zahteva nadaljevanje. In tudi gledalec lahko s svojimi zmožnostmi, sicer različno, ampak oceni, da nekdo trenutno ni več med najboljšimi. Samo taka presoja potem lahko ostane pri rezultatu in zmožnostih ali pa gre v potrebo po razvrednotenju človeka. Ni isto. Enako velja za otroka, za partnerja, za sodelavca in za nas same. Slab rezultat lahko postane informacija.
Utrujenost lahko ali pa tudi ne postane informacija. Bolečina lahko postane informacija, starost postane informacija in iz teh podatkov se potem lahko učimo ali pa in bolje prilagodimo za naslednji korak. Če pa od vsakega slabšega rezultata naredimo sodbo o lastni vrednosti ali pa vrednosti drugih, bomo pa zelo hitro bili obsojeni na to, da bomo uporabljali vedno več volje, preveč truda, preveč pritiska, preveč sile in bomo skozi rezultat stalno dokazovali, da smo še vedno dovolj dobri, kar pa vodi v vedno višjo kronično napetost, kronične bolečine, vnetja in bolezni ali pa poškodbe. Zato se mi tudi zdi pomembno vprašanje, oziroma veliko bolj pomembno vprašanje od tega, ali bi Roglič moral še tekmovati ali se upokojiti, ker je itak njegova stvar in njegova odločitev, kak naš odziv na njegovo trenutno obdobje pove o nas in koliko znamo človeka videti tudi takrat, ko ne zmaguje in predvsem takrat, ko ne zmaguje, koliko lahko prenesemo njegovo spremembo, ne da bi morali takoj zmanjšati njegovo vrednost in seveda predvsem to, koliko te iste zrelosti uporabljamo v odnosu do sebe, ko naše telo, delo ali življenje nekaj časa ne daje rezultata, ki smo ga pričakovali. Tako da poskusite, če lahko predlagam, naslednjič, ko bo športnik, za katerega ste navijali ali pa še vedno navijate, izgubil za nekaj trenutkov ostati pri svojem telesu, preden začnete ocenjevati njega. Poskusite začutiti, kaj je ta poraz ali pa slabši rezultat od pričakovanega ali pa željenega sprožil v vas, koliko se je spremenil dih, koliko se je spremenila napetost, kje se je pojavila ta napetost in kako hitro se spet pojavi potreba potem, da obsodimo nekoga na nekaj. In tako lahko iz športnega dogodka naredimo zelo uporabno AIQ vajo za dvig čustvene zrelosti in potem lažje to naredimo tudi ob otroku, partnerju, sodelavcu in tudi samem sebi. Ker odnos skupnosti do svojih športnih junakov je zato glavno tisto in pomembno, ker najbolj jasno pokaže in se najbolj jasno pokaže takrat, ko junak ni več na vrhu. Takrat se vidi, koliko smo prej občudovali človeka in koliko smo občudovali občutek, ki nam ga je njegov uspeh dajal. Še pomembnejši pa je ta isti preizkus tudi v našem osebnem življenju, saj tam tudi s svojim odnosom neposredno vplivamo na ljudi, ki živijo z nami. In uspeh športnika nam potem lahko pokaže, kaj je človek sposoben ustvariti. Način, kako se do njega vedemo v času poraza, pa pokaže, koliko čustvene zrelosti smo med tem razvili mi. Hvala lepa.